Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Danes znova gostimo mladega, obetavnega teniškega igralca, to je 15-letni Žiga Švec. Lep pozdrav. Zdravo, zdravo. Morda najprej se ustavijo pri včerajšnjem dogodku, zdaj v Kopru potekajo mastersi v vseh starostnih kategorijah, igral si v finalu pričakovano, potem pa predal. Kaj se je dogajalo v Kopru? Ja, v bistvu zdaj se mi že neka taka nezgodnja ali slabo počutje že prenaša nekaj časa. Že se je začelo tam v Bosni, sem bruhal na igrišču, pa sem moral predati. Upam samo, da ni kaj hujšega, danes imam še pol zdravniški pregled, tako da po mojem se bo vse rešilo. Za tabo je pa izjemna sezona, če pustimo zdaj te težave v zadnjem obdobju. Kako bi jo opisal, glede na to, da boš nastopil tudi na zaključnem mastersu Tennis Europe do 16 let, kar že nekaj časa ni uspelo kakšnemu Slovencu? Ja, sezona je bila super. Na začetku sezone sem dobil svoje prve ITF pike. Vse je šlo po planu. Pol je bilo neko tako nelagodna situacija, ker nisem vedel, če bom prišel od Mastersa, ne, ker sem na začetku bil prvi na tisti rang lestvici. Pol sem zaradi poškodbe začel padati, pa sem dobil korono in mi je tako mesta dol zbilo. Pol sem pa pač bil neprisiljen, ampak sem se odločil, da bom pač šel na en turnir. In s tistim turnirjem sem upal, da bom naredil čim več, da lahko pol prijem not. Ja, notri si prišel kot 7., si pa v letošnji sezoni na enem izmed turnirjev premagal tudi tistega, ki je trenutno prvi na lestvici, kaj ne? Ja, res je. Kako je bilo to? To pomeni, da si trenutno res, tako kot pravijo vsi trenerji v slovenskem tenisu, med najboljšimi v svoji kategoriji v Evropi. Ja, če se vrnemo na tisto tekmo, ko je bila tako v začetku leta tam v Litvi, da bi tisto tekmo opisal, iskreno sem bil skozi v obrambi, pa skozi sem bil malo v slabšem položaju. Pol na koncu je edina odločilna tema bila, kdo si bolj želi zmagati, pa kdo je pripravljen več dati za to. Kako bi ti opisal dosedanji potek tvoje kariere? Vse se je začelo v Murski Soboti, kjer si začel, našel sem celo en posnetek, kjer si treniral pri 11 letih z Andrejo Klepač, potem pa si se preselil v Maribor. Kako se spominjaš teh začetkov? Ja, vse se je z mano začelo v Murski, ker tudi tu živim, ne. Tu so mi omogočili pol treninge z Andrejo Klepač, potovanja, vse je bilo super, ampak je začelo manjkati tega sparinga, boljših igralcev, s katerimi lahko igram, in sem bil na nek način prisiljen se preseliti na klub ŽTK, ker imam super igralce, so starejši od mene, iskreno tudi boljši, tako da lahko treniram, pa se dosti naučim od njih. Igral si torej na teniških igriščih, ki so zelo blizu Fazaneriji. Je bil kdaj v igri tudi nogomet ali ne? Ne, nikoli nisem maral fuzbala, povem zaradi tega, ker nisem bil glih dober v njem. Ne maram glih stvari, ko nisem dober v njih, ampak verjamem, da je super šport. Ja, in potem si se preselil, torej mislim, da v 9. razredu v Maribor, oziroma takrat si se vozil iz Murske v Maribor, zdaj v 1. letniku pa potem živiš v dijaškem domu. Kako težko je bilo to nekako spremeniti okolje? Najprej ta vožnja, potem pa se tudi preseliti pri teh mladih letih. Ja, mislim, takrat, ko sem se odločil, da bom šel v 9. razred Maribor, se je bilo malo težko na začetku, se zjutraj ob 5:30 voziti tja, pa imeti zjutraj trening, pa pol v šolo, pa pol zvečer domov. Ampak je po mojem bila prava odločitev, ker sem s tem pridobil najmanj 3 urce več treninga. Zdaj pa, ko sem v dijaškem, pa je tako, tam stanujem skozi teden, pa je dosti lažje. S kom se treniraš? Kdo je tvoj trener? Lahko malce poveš o tej tvoji ekipi? V bistvu v naši ekipi so igralci, kot so Maj Premzl, Gal Emeršič, Gordan Fran Mileusnič, Sebastian Dominko, Luno Brul, občasno tudi pride Marcel Žnudrl. Naš glavni trener pa je Brane Glogovac, ampak se trenerji tudi spreminjajo. Včasih imamo tudi Mato Sušaca, Istoka Božiča, vse je pač odvisno od dneva pa od tega, kdo je na voljo.
Ja, naštel si veliko imen soigralcev predvsem. Kako pomembna je ta notranja konkurenca v klubu? Zelo. Že če prijete pogledati naš trening, skozi je neka borba na terenu, vedno hočemo zmagati. Pojem je to dobro, ker nas vedno spravlja k temu, da boljše igramo, pa da smo bolj tekmovalni. Morda še nekaj vprašanj smo na VTA turnirju dobili zanimivih strani gledalcev oziroma navijačev in eno je bilo, če bi lahko, od katerega igralca bi imel backhand, forehand in pa servis. Pa dajva še midva to odgovoriti. Torej, če bi imel najprej forehand, katerega igralca? Forehand? Ne vem. Po mojem bi rekel, da bi forehand kar ostal moj, ker se mi zdi, da imam tako lahkoto, pa sem težko zategnjen skozi forehand. Backhand bi definitivno imel od Novaka Djokovića. Taka raztegljivost, konstanta, da lahko iz vseh pozicij naredi, kaj hoče, je nerealno. Servis pa je tak, da lahko bi izbral te velike serverije, naprimer Isner pa Karlović, ampak se mi zdi, da ni glih fair, ker to bi bilo pač predobro. Bi kar izbral enega Djokovića. Ima konstanten servis, dober, nič mu ne manjka. Torej, nepotrebno vprašanje, kdo je torej ljubši igralec, Federer, Nadal in pa Djoković, glede na tole, da si rekel backhand in pa servis od Djokovića. Kdo je torej? Za mene je Djoković, predvsem na njegovo igro, drugače pa po osebnosti sem malo se pogovarjal, pa spoznal Nadala, pa se mi je zdel imeniten. Kje si spoznal Nadala, če nam lahko to zaupaš? Ja, na US Openu leta 2019. Sem se tam malo po nekem naključju zaletel v njega, pa mi je padel telefon, pa mi ga je polom pobral, pa je bil ful prijazen, sva se malo pomenila, ne glih preveč, ker se mu je modila na trening, ampak super. Pa je kakšen vzornik, ki ga spremljaš morda, odkar si začel tenis igrati? Imaš kakšnega igralca, ki ga več spremljaš veliko tenis tudi na televiziji? Rekel bi, da kot mlad sem ljubil, ampak res ljubil Andyja Murrayja. On je bil taka faca. Všeč mi je bilo, da se je skozi lahko pogovarjal s sabo na igrišču, pa je igral isti tenis. Res mi je bila všeč njegova igra, tako da me je kar prizadelo, ko sem slišal, da ne bo več mogel igrati na svojem najboljšem nivoju, ampak vsakemu čas, da še vedno probava. Kakšen tip igralca si? Jaz bi rad mislil na to, da probam biti čim bolj konstanten igralec, ker to prinese zmago, konec koncev. Rad ali pa delam na temu, da pametno ostajam izmenjavi, zbiram prave žoge za napad in probam tudi na volejo zaključiti. Dobro, pa če zdaj nekako pogledava v bližnjo prihodnost, naslednji teden se začne ta turnir. Daj sploh greš, kako bo šlo zdaj naprej, glede na to, da imaš nekaj težav zdravja, kot si dejal, kakšna so pričakovanja? V bistvu letimo mi 11. tja, iz Dunaja letimo direkt v Monte Carlo. Tam pričakovanja niso velika, jaz bom šel tja, dal svoje najboljše od sebe, rezultat tak pride potem, koliko si želiš, pa koliko vložiš not, tako da se je vse odrezalo po svojem. Hvala lepa, Žiga, da si vzel čas in seveda bodi še naprej tako dober v tenisu in pa tudi v šoli. Šolo je vedno, ne boš pozabil na njo, kako je s tem? Ne smem, starši ne pustijo. Pravilna odločitev in takšno naj bo tudi sporočilo vsem tistim, ki morda preveč razmišljajo o tenis, da je šola seveda tudi zelo, zelo pomembna, kaj ne? Res je. Hvala, Žiga, in srečno. Hvala vam, čau, čau.